smo na razstavi madžarskega mlajšega umetnika Gergelija Saretija iz Nyíregyháza, to je čisto na vzhodu Madžarske, kjer je on visokošolski učitelj na njihovi univerzi in je v bistvu na Kemijskem inštitutu, kjer pač jaz organiziram te razstave, gre za umetnika, ki ima sodobno govorico, recimo likovno, se sprehaja v bistvu skozi med tem, da je na eni strani nek tak dizajnerski jezik, na drugi strani pa zelo precizno izbrana recimo besedila ali pa nek verbalni jezik, recimo, ki pač prihaja do izraza, posebej pri teh nalepkah, ki so v urbanem okolju postavljene ponavadi. Zdaj tu je samo en primer tam na vhodu, tako da dobimo to dvojno sporočilo, v bistvu, ker na eni strani imamo pred sabo nalepko, ki je čist formalna, formalistična, v bistvu nas navede na to, kot da bi bili v nekem urbanem okolju, v katerem nam ti znaki določajo, kaj smemo, kaj ne smemo delati, ali pa kje so nevarnosti, kako se naj obnašamo. Ampak v bistvu, ko gremo mimo, se začne spreminjati sporočilo in v tem momentu nas na nek način vrže ven iz nekega udobja funkcionalnosti v neko čudnost, recimo, če tako rečem, zaradi tega, ker dobimo neko čisto drugo sporočilo, ki nima nobene povezave več z temi funkcionalnimi sporočili vsakodnevnega, bi rekel, urbanega znakovja. Potem je tle na razstavi še več takih, bi rekel, kosov, ki imajo vsi v bistvu ta dvojno pomensko kodiranje. Tu stojimo zraven enega kipa, ki je v bistvu narejen na ta način, da ima dve opni, dva filtra in skozi rdečega vidimo eno podobo, skozi plavega vidimo drugo podobo in na ta način v bistvu je zanimivo, ker je zelo podobno, bi rekel, tudi v vsakodnevnem življenju. Na nek način se sploh včasih tudi ne zavedamo, katero opno ali pa kateri filter imamo ustavljen v našo optiko pogleda in določene stvari, ki bi jih videli mogoče skozi drug filter čisto v redu, jih skozi ta filter sploh ne vidimo. Rdečo barvo skozi rdeč filter sploh ne vidiš. Tako da v bistvu tudi iz tega vidika, recimo, se mi zdi, da je en tak dvojni premislek. No, potem je pa še več drugih kosov, ali kako naj temu rečem, v bistvu gre za neke vrste instalacije. Se pravi, med dvema kipoma v avli so postavljene blazine z srci, 4 srca iz takega materiala filc, pobarvan, tako skoraj realistična, in tudi tam recimo imamo to napetost, ki je pravzaprav slučajno dobil ta umetnik tule v tem prostoru, drugače je to namenjeno drugim prostorom bilo, kjer se spet ta dva vidika pojavljata, ki imata od recimo teh funkcionalnih, vsakodnevnih, dvojno kodiranih sporočil do mogoče tu v tem primeru skoraj političnih dvojno kodiranih sporočil. Potem je še en projekt Kič, kjer je v bistvu z eno modelko, se pravi en model je nabavil žensko, ki je potem s temi srci v različnih okoljih slikana in zraven so tudi cene, kot da bi bila ta stvar vse skupaj na prodaj. Namreč ta srca so na Madžarskem bila razstavljena na ta način, da so v bistvu noter vstavljeni mali zvočniki z zvočnim zapisom in ta srca govorijo različne besede v madžarščini in imajo spet, se pravi, v tistem primeru spet gre za čist nek drug kontekst, za razliko od tega, ki ga imamo danes tu na Kemijskem. Kar se tiče projekta, kjer na stopnicah slika določene
barvne odtenke. Gre za en projekt, ki je nastal v bistvu zelo specifična, to je ena vas, ne znam izgovoriti tega imena, se pravi Sveti Peter bi bilo po našem, kjer je v tej šoli in v tej cerkvi gre za enega madžarskega umetnika iz konca 19. začetek 20. stoletja, zelo pomembnega modernista, ki je noter v tej cerkvi naredil tudi vitraje in on v bistvu jemlje dele teh njegovih vitrajev in poslika v bistvu stopnice, ki vodijo proti tej cerkvi. Se pravi, potem je še en projekt, ki je tu razstavljen, gre za tak peep show, ne? Se pravi, gre za male škatle bele z plavim in rdečim filtrom, skozi katere spet lahko z enim očesom zaznavamo eno podobo, z drugim očesom drugo podobo. Kadar gledamo z obemi očesi, v bistvu se pa te podobe na nek način spet prekrivajo s tem dvojnim vidikom. Je pa v bistvu v ozadju so pa potem nage ženske figure ali pa mogoče tudi malo v takih pozah, ne, pač peep show, tako da je v bistvu na nek način skrito in hkrati razkrito. Gergely Sareti s svojimi domiselnimi likovnimi intervencami razgiba naše možganske vijuge, vrže nas iz ustaljenega tira branja umetniškega dela. Gre za dela, ki imajo večplastno strukturo in so kljub navidezno dizajnerski neposrednosti in neke vrste enoplastnosti grajena tako, kot da skušajo kontekstualizirati sodobne trende, neposredno okolico, javni prostor in hkrati zaradi svoje kontroverznosti in nenavadnosti sprožajo premislek o temah, ki jih nakazujejo z igro besed ali znakovne govorice. Premisleki Gergelyja Saretija so nedvomno dovolj odprti za konceptualni vstop tudi tukaj na Kemijskem inštitutu, kjer se znanstveniki praktično pri vsakem novem pogledu v svojo raziskovalno tvarino srečujejo s podobnimi dvomi o tem, kaj se gleda in kaj se ob pogledu sploh vidi. Kako preverjati resničnost tam, kjer se resnica meri tako s preverljivostjo, kot tudi celo z ovrgljivostjo, če vzamemo Popra v obzir.